Dober dan, iz ljubljanskega studia 136. To so vesti na vesti. Poslanci so izvolili novega predsednika državnega zbora. To je z 62 glasovi za, 13 glasovi proti in 2 neveljavnima glasovnicama postal Pavel Gantar iz stranke Zares. Kdo je oddal neveljavni glasovnici, ni znano, kajti glasovanje je bilo tajno. Najprej bi vam tudi čestital za izvolitev, kolegice poslanke in poslanci, in izražam prepričanje, da bomo v naslednjem mandatu dobro in uspešno sodelovali. Hkrati bi se vam rad zahvalil tudi za to močno podporo. Upam, da bom to funkcijo predsednika državnega zbora častno in predvsem odgovorno opravljal v skupno dobro državljank in državljanov Slovenije, v skupno dobro nas v tem zboru in seveda predvsem v dobro parlamentarne demokracije v Sloveniji. Vlada Janeza Janše se je sestala na zadnji seji s polnimi pooblastili. Vzdušje je bilo sproščeno. Ministra za gospodarstvo je pred začetkom seje zanimalo, kolikšno pokojnino bo prejemal. Vprašanje je seveda zastavil obrambnemu ministru Karlu Erjavcu. Bom šel v penzijo, koliko mi bo zdaj? 600 evrov. Zakaj zame? Ti si rekel Jurija? Več nas zaslužiš, kaj kakšno inflacijo imamo. To je pa on kriv tam naprej, če ne znam se kriv, kaj je slabega. Na sestanku pri predsedniku vlade Janezu Janši, ki se ga je udeležil tudi Borut Pahor, so se dogovorili o načinu dogovarjanja za ukrepe, ki bi bili morebiti potrebni za ohranjanje stabilnosti finančnega sistema. Vlada je kasneje sprejela predlog novele o bančništvu, s katero bo uzakonjeno neomejeno jamstvo za bančne in hranilniške vloge. Janez Janša pa je po seji vlade spregovoril tudi o zaposlenosti vlade. Tudi tekočega dela veliko, že v kakšnega velikega počitka ni, čeprav bi si ga želeli. Povedal je tudi, kako bo v opoziciji delovala SDS. Vemo, so nevarnosti časa, ki prinaša številne izzive in ki zahteva sprotne reakcije. Mi se pač odgovorno obnašamo, kako bo ravnala morebitna bodoča vlada, pa bomo presojali, kako bo. Precej dela si je vlada naložila s kadrovanjem. Zadnji kadrovski paket je obsežen. Najbolj odmevno je imenovanje Dimitrija Rupla za veleposlanika na Dunaju. Predstavil ga je tiskovni predstavnik vlade Valentin Hajdinjak. Vlade. Veste, da jaz nikoli nisem komentiral bodi si imenovan, bodi si razrešitev posameznih veleposlanikov. Nekoliko bolj zgovoren je bil Hajdinjak, ko je pojasneval, da vlada ne bo spremenila svojega mnenja o dražbi stavb univerze na Primorskem. Vlada. Kot vemo, univerza na Primorskem nastopa samostojno, tako na eni strani z vsemi pravicami, na drugi strani tudi z obveznostmi in tudi sama odgovarja za prevzete obveznosti. Še več, zaradi ugotovljenih nepravilnosti in nezakonite porabe zelo velikega zneska proračunskih sredstev je Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo državnemu pravobranilstvu predlagalo, naj prevzame kazenski pregon zoper odgovorne osebe univerze. Študentje in njihovi podporniki so se kljub temu zbrali v Ljubljani in protestirali proti prodaji armerije in foresterije, prostorov, v katerih domuje rektorat Univerze na Primorskem in Fakulteta za humanistične študije. Vlada. Ja, jaz sem lačna znanja. Lačna znanja? Ja, ma ni vidite znanja. Povejte mi, zdaj je eno resno vprašanje, ne, glede na to, da je to resen protest. Kako dalje ste pripravljeni iti glede za to, da ne bi bile prodane armerije in foresterije? Do šotora. Do šotora? Pa jaz mislim, da bomo probali narediti pač v bistvu vse, kar je v naši moči, zato da preprečimo to dražbo. In so šli do šotora. SLS se je odločila, da ne bo vstopila v vlado in da jo bo še naprej vodil Bojan Šrot. Poslanec Slovenske ljudske stranke Jakob Presečnik pa je napovedal, kako naj bi SLS delovala v opoziciji.
Mi smo v opoziciji kot sami mi. Ne želimo z nikomer v kakršnokoli koalicijo v opoziciji. Poslanec Madžarske narodne skupnosti Laszlo Gönc je po sestanku z Borutom Pahorjem dejal, da se bo v prihodnjem mandatu zavzel za sprejem manjšinskega zakona. Jaz sem imel nekje občutek, da je tudi ta splošni narodnostni zakon, če ga dobro uskladiva, strokovno dobro pripraviva, seveda skupaj s strokovnjaki in pa v konsenzu z narodnostnimi skupnostmi, da bo vlada to podprla. O smrti Jurga Hajderja. Komentar dneva Jurij Gostinčič. Takoj, ko so zvedeli, da se je Jurg Hajder smrtno ponesrečil, so Avstrijci dali vedeti, da so globoko pretreseni. Najbolj razširjena je bila ugotovitev, brez velikega razmišljanja, da je ponesrečenec bil pomembna osebnost, če ne tudi ena največjih. O tem ni dvoma, če bi bilo s tem vse povedano. Pomembne osebnosti so lahko pozitivne ali negativne. Pomemben človek, celo zelo pomemben, je bil Adolf Hitler. In seveda lahko ob Hajderjevi smrti izrazimo globoko sožalje ali pa vsaj molčimo. Tudi to je krščansko in civilizirano. Vendar ob tem vsaj mi moramo biti zadržani. Ni dvoma, bil je sovražnik Slovencev, ne le naše koroške manjšine, ampak Slovenije kot takšne. Njegov zadnji nastop pred smrtjo, ne pozabimo, je veljal prav nam. Še enkrat nam je odrekel vse, kar smo. Niti slišati ni hotel, da si lahko lastimo najenostavnejše pravice, med drugim tudi to, da smo nasledniki podpisa avstrijske državne pogodbe, ki je tudi ena izmed potrdil naših meja in položaja. S tem nas tako rekoč sili, da bi razmišljali nekoliko bolj strateško, saj tako kot Hajder misli še prenekateri Avstrijec. Hajderjeva smrt in politična oporoka, to je za nas nesprejemljiva, je tudi lahko nepričakovan zasuk, da bi razmišljali globlje. Naši odnosi z Avstrijo so dobri. Bilo pa bi neprevidno, če bi se na to preveč zanašali, če bi vedno toliko vlagali v te odnose, saj so Avstrijci bolj kot uspešni pri nas gospodarsko. Bilo bi pametno, če bi nekaj vneme, ki jo posvečamo tem stikom, prenesli na kakšno drugo zahodnoevropsko državo ali države. Kaj bi nam manjkalo, če bi veliko bolj razvili vezi z Nizozemsko, Skandinavci, celo Finci? Proti Hajderjevemu sovražnemu odnosu do Slovenije se v sami Avstriji ne govori. Še manj pa se temu upirajo. Žal mi sami tudi ne. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kultura. V mestu ženske predaval španski kolektiva Conservas. V Španiji 80% zaposlenih nima redne zaposlitve, 100% posojilodajalcev zahteva redno zaposlitev. Odplačevanje obrokov traja 40 do 50 let. First answer is to study mathematics. Second, to believe in astrology. Third is to use Bach flowers. I don't know if you have this here, but in Spain we use it a lot. And the fourth is to pass to how do you say this? Lucha armada. ¿Cómo se dice en inglés? Terrorismo directamente. Okay? Ženski septet Ivanova iz Sankt Peterburga. Ženski septet Ivanova iz Sankt Petersburga nas je že drugič v Ljubljani zapeljal v svojo etno-rock tkanino, v katero so vpeta punk, ska in folk vlakna.
Še vreme. Povej, trole. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti. Lep pozdrav in vidimo se naslednjič.